Spoštovani, veliko zadovoljstvo mi je, da vas lahko danes tako velikem številu pozdravim ob 20. obletnici ekološkega kmetijstva v Sloveniji. V teh 20 letih je dokončno prevladalo spoznanje, da podnebne spremembe v največji meri povzroča človek s svojimi dejavnostmi. Zato naj nam bo vodilo v današnjem razmišljanju, da je ekološko kmetijstvo pomemben prispevek k zmanjševanju izpustov toplogrednih plinov. Ekološko kmetijstvo se je začelo v Sloveniji organizirano razvijati leta 1998, ko so bile izvedene prve ekološke kontrole. Število ekoloških kmetij v Sloveniji po našem mnenju prepočasi raste, kljub našim prizadevanjem. Organizirali smo se v društva ekoloških kmetov po vsej Sloveniji, prirejamo ekološke tržnice, ekoborze, predavanja, delavnice, strokovne ekskurzije po Sloveniji v tujini in še marsikaj. Ciljev akcijskega načrta za razvoj ekološkega kmetovanja za obdobje 2005-2015 še danes nismo dosegli, kaj šele presegli. Tudi naša organiziranost doživlja vzpone in padce, vendar smo glede na razvoj v zadnjem času optimistično razpoloženi. Zveza društev ekoloških kmetov Slovenije je bila ustanovljena 24. septembra 2017. Poglavitna vodila zveze so zastopanje interesov vseh ekoloških kmetov, boljše sodelovanje in povezovanje kmetov, sodelovanje z državnimi institucijami in ukrepanje za hitrejši razvoj ekološkega kmetijstva v Sloveniji. Ekološko kmetijstvo ni korak v preteklost, kot ga še vedno nekateri razumejo. Je panoga, ki potrebuje ogromno znanja, volje in tudi poguma, da sploh lahko začneš ekološko kmetovati. Potrebna je sprememba miselnosti in dejanj, razumeti moraš naravne zakonitosti, se jim prilagoditi in z znanjem in spretnostjo obračati v svoj prid. Prenos znanja in svetovanje na terenu sta ključnega pomena. Znanje, ki ga potrebujemo, črpamo iz strokovne literature, izkušenj drugih kmetov, predvsem iz tujine. Primanjkuje nam znanja s področja tehnologij za lažje obdelovanje ekoloških površin. Premalo je slovenskih ekoloških semen, predvsem pa primanjkuje specialistov, svetovalcev za ekološko kmetovanje. 3 specialisti za 3500 ekoloških kmetij v Sloveniji je bistveno premalo. Ne strinjamo se s ponujeno rešitvijo, da morajo vsi svetovalci obvladovati svetovanje za ekološko kmetovanje. Ne more biti vsak kmet ekološki kmet in tudi ne more biti vsak svetovalec ekološki svetovalec. Osnovni pogoj za hiter razvoj ekološkega kmetijstva v Sloveniji pa je večje število specialistov, svetovalcev za ekološko kmetovanje, ki bodo pomagali kmetu z nasveti na njegovem gospodarstvu. Ob neznanski količini vsakodnevnih informacij mora kmet izbrati tiste, ki so zanj pomembne. Velik prihranek časa kmetu in njegovo večjo učinkovitost bi omogočil spletni ekoportal, na katerem bi bile zbrane vse novosti zakonodaje na področju ekološkega kmetijstva, področju davka, trženja, rabe dovoljenih zaščitnih sredstev, borze ekopridelkov in tako dalje. Menimo, da bi ta ekoportal lahko bil skupni projekt mreže za podeželje, Kmetijsko-gozdarske zbornice, zbornice kmetijskih in živilskih podjetij, kmetijskih šol in fakultet, kontrolnih organizacij in združenj ekoloških kmetov. Finančna sredstva bi se za tak projekt zanesljivo našla v okviru podpore start-up podjetjem za namensko mikropodjetje, ki bi razvilo in upravljalo tak portal. Tak portal bi pomagal tudi sedaj velikokrat zmedenemu potrošniku. Kupci se v poplavi blagovnih znamk sprašujejo, kaj je ekološka hrana. Ali je to domače, lokalno, visoka kakovost ali je to super hrana. Ekološka hrana je edina hrana v Sloveniji, ki je kontrolirana od semena do krožnika in mora biti jasno označena in promovirana kot ekološka. S kontrolami v vseh fazah pridelave in predelave je zagotovljena popolna sledljivost. V zvezi pripravljamo novo blagovno znamko, ki bo podrobno opredeljena s standardi in pravilnikom uporabe. Pomemben dejavnik za ekološko kmetijstvo so zelena javna naročila. Veliko pomoč nam bo katalog živil javna naročanja,
zato še posebej pozdravljamo današnjo predstavitev. S promocijo in širjenjem ekološkega kmetijstva, tudi s pomočjo kataloga, bomo v zvezi delovali, da bo čim več ekološke hrane zaužilo čim več otrok v šolah in vrtcih in da se postopoma uvedejo ekološki obroki v javnih ustanovah. Pomemben je način priprave ekoloških obrokov. Če bo ekološka hrana pripravljena z drugo hrano, se izniči vsa kvaliteta ekološko pridelane hrane. Izničijo se napori pridelovalca in ves smisel ekološkega kmetovanja. Kaj bo skupna kmetijska politika Evropske unije omogočila ekološkemu kmetijstvu, je še precej nejasno. Trajnostni vidik upravljanja naravnih virov in slabo oziroma nerazumljivo opredeljen. Dopušča tudi take razlage, da na njivah in vodovarstvenih območjih gradimo tovarne, ki izdelujejo in uporabljajo nevarne snovi. Dvomimo, da je to biogospodarjenje, kot ga imenujejo besedilo Evropske unije. Morda pa gre za napačen prevod. Spoštovani, ekološki kmetje optimistično menimo, da skupaj zmoremo več, da lahko povečamo prehransko samooskrbo tudi z več ekološke hrane, da pospešimo usmeritve mladih prevzemnikov v ekološko kmetovanje in da pridelovanje ekološke, zdravju prijazne hrane postane družbeno ugleden poklic. Recimo tako, kot je to poklic zdravnika. Saj uživanje ekološke hrane zmanjšuje vnos škodljivih snovi, torej deluje preventivno, ne uničuje imunskega sistema in je del zdravega načina življenja. Torej lahko zaključimo s pozivom več ekološke hrane za boljše zdravje državljanov. Kot predsednica najmlajše organizacije pri pripravi posveta se zahvaljujem za vso delovno in finančno pomoč, še posebej ekipi z Ministrstva za kmetijstvo, gospe Sonji Jurcan in gospe Maji Žipert, gospodu Antonu Jagodicu iz Kmetijsko-gozdarske zbornice, gospe Mateji Faletič in gospe Ani Ivas iz Državnega sveta. Hvala za pozornost in uspešno delo na posvetu.